V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. In prisrčno pozdravljeni, dragi bratje in sestre, ki smo se zbrali, da bi Gospodu izrekli svojo zahvalo ob Gospodovem dnevu. Posebej pozdravljeni vsi, ki ste prišli, ko se veselite krstnega slavja vaših otrok, ki ga bomo obhajali po sveti maši. Tudi danes prisrčno pozdravljeni vsi, ki ste onkraj zaslonov. Danes je nekako v središču Božje besede vprašanje. In sicer vprašanje o tem, kdo je za nas Jezus Kristus. In ravno zato, ker se bo izkazalo, da so morda vprašanja celo bolj pomembna od odgovorov, bomo tu končali. Čeprav verjetno na začetku svete maše naši odgovori na to vprašanje gredo v smeri: Gospod je vedno znova z nami usmiljen, tudi ko sami prepoznavamo svoje slabosti in grehe, in tudi ko on vidi, da naša pot velikokrat zgreši od tiste, na katero nas on vabi in ji pravimo evangeljska. Poglejmo torej v svoje srca in v vsej iskrenosti odprimo vrata svojega srca njegovemu odpuščanju, njegovi milosti, njegovi besedi, njegovemu objemu. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojenji Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Nebeški Oče, svojo močjo združuješ misli in srca vernih. Podpiraj nas, da bomo vzljubili, kar zapoveduješ, in želeli, kar obljubljaš. Tako se ne bomo navezovali na ta svet, ampak si želeli pravo srečo v tebi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige preroka Izaija. To je govoril Gospod, upravniku dvora Sobnu. Vrgel te bom iz tvoje službe in te pahnil z tvojega mesta. Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eljakima, Hilikijajevega sina. Oblekel ga bom v tvoja oblačila in ga opasal s tvojim pasom. Izročil mu bom tvojo oblast
in bo oče jeruzalemskih prebivalcev in Judovi hiši. Na njegove rame bom dal ključ Davidove hiše. Ko bo odprl, ne bo nihče zaprl, ko bo zaprl, ne bo nihče odprl. Zabil ga bom kot klin na trdno mesto, prestol slave bo za hišo svojega očeta. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod, tvoja dobrota traja na veke. Gospod, tvoja dobrota traja na veke. Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem, v pričo angelov ti prepevam. Padam na kolena v tvojem svetem templju in se zahvaljujem tvojemu imenu. Gospod, tvoja dobrota traja na veke. Zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te hvalim, nad vse si poveličal svoje ime in svojo obljubo. Na dan, ko sem klical, si me uslišal, povečal si moč v moji duši. Gospod, tvoja dobrota traja na veke. Gospod, ti si vzvišen, a vidiš nizkega, ošabnega pa prepoznaš že oddaleč. Gospod, tvoja dobrota traja na veke, dela svojih rok ne zapusti. Gospod, tvoja dobrota traja na veke. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. O globočina Božjega bogatstva in modrosti in spoznanja, kako nedoumljivi so njegovi sklepi in neizsledljiva njegova pota. Kdo je namreč spoznal Gospodov ali kdo mu je bil za svetovalca? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi mu morali dati povračilo? Kajti iz njega, po njem in zanj je vse. Njemu slava na veke. Amen. Božja beseda. Ti si Peter skala in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Ko je tisti čas Jezus prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence: kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov? Rekli so: eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je: kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril, rekel mu je: ti si Kristus, sin živega Boga. Jezus mu je dejal: blagor ti Simon, Jonov sin, kaj ti tega ti niste razodela meso in kri, ampak moj oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem, ti si Peter skala in na tej skali bom sezidal svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva. Karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Tedaj učencem naročil, naj nikomur ne povedo, da je on Kristus. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Kaj je smisel življenja? Ali imajo vse stvari namen? Ali so tu po naključju? Kako to, da obstaja vesolje? Zakaj sploh obstaja karkoli in ne rajši nič?
Zakaj sem na svetu jaz in kaj je moja naloga tu? To so zahtevna, ampak kar za življenje ključna vprašanja. Nekatere od njih so vodila do izjemnih spoznanj, zgodb, filozofskih premislekov, celo smeri. Iskanje odgovorov na nje lahko zelo verjetno vodi do modrosti. Ne odgovori sami. Odgovori so pač vsele nepopolni, ker jih iščemo nepopolni ljudje in drugačni ne morejo biti. Ne odgovori, ampak morda celo vprašanja, ki si jih zastavljamo, nas vodijo korak za korakom do večje modrosti. In to je zdaj ključno, ne? Nekatera od teh vprašanj nas lahko pripeljejo zelo blizu Bogu. Mislim, da bi bilo narobe trditi, da nas ravno naredijo verne, ampak pripeljajo nas zelo blizu Bogu. Vprašanje o smislu. Kaj je smisel? Vprašanje o življenju in sploh vsem. Verjetno veste, kak je odgovor, sploh če vsaj malo delite moje navdušenje nad Douglasom Adamsom, potem veste, da so neka hiperinteligentna bitja zgradila super zmogljiv orjaški računalnik, imenovan Globoka misel, ki je 7,5 milijonov let računal in naposled piše Douglas Adams na znanju, da je odgovor 42. Zveni nesmiselno, ne? In v resnici tudi je. No in potem so kmalu ugotovili, da bo treba zgraditi še večji računalnik, da bi ugotovili, to je pa zdaj poanta, kaj je vprašanje, katerega odgovor je 42. Štoparski vodič po galaksiji seveda ni ustrezna teološka literatura, da bi se z njim ukvarjali še naprej. Imam pa seveda zelo dober razlog, da ga omenjam. Morda ste tudi sami ob pozornem poslušanju današnje Božje besede v sebi se nasmehnili in prikimali in si rekli, res je, vprašanja so marsikdaj pomembnejša od odgovorov. Otroci, recimo, ljubijo vprašanja. Prejšnji teden je bil pri meni na počitnicah moj 7-letni nečak Maj. Ima velik kup vprašanj, kot verjetno večina otrok njegove starosti. Otroška vprašanja so, ampak kar ne gre drugače, kot da odrasel človek do skrajnega napora angažira svoje možgane, da pride do primerno pametnega odgovora, potem pa ga še zavije v take besede, da lahko to otrok vsej približno razume. In ko ti pri kakem vprašanju otroka to uspe, si zadovoljen, ampak v naslednjem trenutku ima seveda že novo vprašanje ali pa še boljše 3 nova vprašanja. Če otroci ljubijo vprašanja in to še veliko bolj kot odgovore na nje, pa znajo biti preveč pravilni odgovori za najstnika, pa nekaj, kar ga hitro utruja. Preveč odgovorov hitro utruja. Zlasti, če so ti odgovori, ki jih najstnikom razlagamo kar naprej in naprej, brez njegovih predhodnih vprašanj. Mlad človek se takim odgovorom in trditvam odraslega človeka rad upre in jih zavrne. Verjetno imate veliko izkušenj, morda celo več kot jaz, ker imate svoje otroke. In gotovo se verjetno tudi iz svojih izkušenj spomnite, kako čudovito se je učiti, iskati odgovore, ko te nekaj res zanima. Ko se v možganih pojavi res dobro vprašanje, človek kar ne more nehati raziskovati, spraševati, iskati. In gotovo se tudi spomnite, kako zelo drugače je, ko te nekaj ne zanima, ko se vprašanje sploh še ni pojavilo in si ti že zasut s celimi urami ali debelimi učbeniki pravilnih odgovorov, ki na nič ne odgovarjajo, zato ker se v tvoji glavi sploh ni pojavilo nobeno ustrezno in približno zanimivo vprašanje. Zato pravijo, da dober pedagog ne ponuja toliko pravilnih odgovorov kot zanimivih vprašanj. No in med njimi, ne nujno v tisti obliki, ki so bila v začetku zapisana,
so gotovo tudi tale, kaj je smisel življenja, zakaj obstaja vse, kar obstaja, kaj je moja naloga in zakaj sem se znašel v tem trenutku sredi našega kozmosa in kaj naj naredim iz te edinstvene priložnosti, ki jo tu imam. Kdo sem in kam grem? Tudi, ko govorimo o naši veri ali pa o veri nasploh, se zdi, da so vprašanja pomembnejša ali pa celo usodnejša od odgovorov. Drugače rečeno, tudi ko želimo komu od naših bližnjih, ki denimo ne veruje, odpreti oči za duhovno, se ne zdi najbolj primeren način, če povemo preveč pravilnih odgovorov. Včasih nas je strah, da bi naši sogovorniki zaradi naših napačnih besed imeli potem napačno vero in jim zelo strogo in zelo natančno ponujamo pravilne odgovore in si mislimo, da jih moramo v prvi priložnosti naučiti cel katekizem ali pa vse zapovedi in vse pravilne definicije pojmov naše vere. In seveda ob takem pristopu se nemalokrat zgodi podobno, kot se zgodi najstniku in njegovim staršem ali pa pedagogom. Naši sogovorniki zavrnejo naše odgovore, ker na nič ne odgovarjajo, ker se v njihovem srcu predtem še sploh ni porodilo nobeno ustrezno vprašanje. Morda je tudi tu, kdaj pomembneje od odgovorov, postaviti pravilno vprašanje. Popeljati torej sogovornika na polje, kjer si vprašanja sploh postavljamo. Ker vprašanja so tista, ki vznemirjajo, kljuvajo, zahtevajo slej ko prej od pametnega človeka premislek. No in tudi Jezus v današnjem evangeliju kot odličen pedagog postavlja vprašanje in na koncu niti ne pove pravilnega odgovora oziroma celo pove učencem, naj pravilni odgovor zadržijo zase vse do takrat, ko bo vstal od mrtvih. In to ključno vprašanje je, najprej, kaj ljudje, kaj svet pravi o njem, o Jezusu, in drugo vprašanje, kaj vi pravite o tem, kdo sem, kdo je Jezus. Sam osebno se ne spominjam prav natančno, kdaj so ta vprašanja zadela mene. Vem, da se danes s številnimi mlajšimi prijatelji pogovarjam in se s temi vprašanji soočajo veliko prej, kot sem se z njimi ukvarjal sam. In tudi sam sem bil med tistimi, ki so se pravilnih odgovorov prave vere skoraj da prej naveličali, kot se je pojavilo primerno zanimivo vprašanje. Skoraj, hvala Bogu. Na srečo so se vprašanja pojavila. Ne vem točno kdaj, kot rečeno, vem pa, da so bila ta vprašanja ključna. In točno se spomnim, kako ključno je bilo, ko sem se znašel v skupini svojih vrstnikov, ki so se ubadali s podobnim vprašanjem. Kdo pa je zame Jezus? Odgovori od tistih prvih vprašanj so se do zdaj velikokrat spremenili. Zelo pisana paleta se jih je nabrala. Včasih se vračajo stari odgovori, včasih Jezus postane zame čisto nekaj novega, kar še nikoli doslej ni bil. Velikokrat je že bil moj odgovor na vprašanje, kdo je zame Jezus, to, da je moj prijatelj. Velikokrat ga imenujem za svojega sopotnika. Dolgo časa je bil tisti, ki me je bolj kot ne reševal iz mojih problemov. Bil je moja podporna služba, ko sem si želel zgraditi čim boljši uspeh, čim boljšo samopodobo, ki je bila povezana s čim boljšo povprečno ceno, s študijskimi pohvalami in tako dalje. Tu in tam je bil tisti, ki sem ga klical, naj me prime za roko in povleče iz visokih valov, ko so me zalivala močna čustva. Bil je marsikdaj izhod v sili in nič več kot to. Velikokrat je bil tisti, na katerega sem se jezil, ker je porušil moje načrte in me peljal nekam drugam, kot sem sam načrtoval in si želel. Velikokrat je preprosto moj sogovornik in nekdo, na katerega naslavljam svojo iskreno hvaležnost.
potem pa spet prijatelj in spet sopotnik. Kaj pa vi pravite, kdo sem? Kaj tebi pomeni to, da si kristjan? V čem je tvoje življenje drugačno zato, ker si kristjan? In v čem se ti zdi, da bi moralo biti drugačno? Je to, kar živiš, to, kar Jezus pričakuje od tebe? Ali čutiš, da bi moral, da bi lahko iz sebe naredil še kaj več? Ker so vprašanja bolj pomembna od odgovorov, bom zdaj utihnil, pa nas naj nekaj trenutkov tišine kljuvajo ta vprašanja in iščejo odgovor v našem srcu. Sveti apostol Peter pravi, ti si Kristus, sin živega Boga, mi bomo to isto povedali sedaj na malo daljši način. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Duha Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Dragi bratje in sestre, v skupnih prošnjah se obrnimo na Jezusa Kristusa, našega odrešenika.
Jezus, Simon Peter je v imenu apostolov izpovedal, da si ti Kristus. To je Mesija, obljubljeni odrešenik in sin živega Boga. Pomagaj nam, da bomo tudi mi to spoznali in se ti zvesto zahvaljevali. Prosimo te, usliši nas. Združi vse kristjane v ljubezni in ponižnosti, da bomo v vesoljni cerkvi ena sama tvoja družina. Prosimo te, usliši nas. Usmerjaj naše delo, da bo sodelovanje s stvarnikom in nam bo prinašalo radost in srečo. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj obupanim in trpečim, da bodo vzdržali v veri, v tvojo previdnost našli smisel življenja. Prosimo te, usliši nas. Nakloni našim rajnim, s katerimi smo živeli in delali, polno radost nebeškega veselja. Prosimo te, usliši nas. In še po osebnem namenu. Prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Jezus Kristus, Božji sin, z zaupanjem prihajamo k tebi, usliši nas, da bomo mogli živeti po tvojem evangeliju in bomo v tvoji družbi zdaj in vekomaj. Amen. Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Večni Bog, z eno daritvijo Jezusa Kristusa si za vselej pridobil zase ljudstvo nove zaveze. Podari svoji cerkvi mir in edinost po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti, sveti in močni Bog, zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Ti vodiš usodo sveta in skrbiš za vsakega človeka. Zbiraš nas v občestvo, da poslušamo tvojo besedo in v veri hodimo za tvojim sinom. On je pot, po kateri pridemo k tebi. On je resnica, ki nas edina osvobaja. On je življenje, ki nas napolnjuje z veseljem. Zato se ti zahvaljujemo, Oče, za tvojo ljubezen po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Skupaj z angeli ti pojemo in v hvalo tvojega veličastva vzklikamo.
Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Sveti Oče, slavimo te, ti si zmeraj z nami na naših poteh, posebno, ko nas Jezus, tvoj sin, zbere k obedu ljubezni. Kakor svojim prvim učencem tudi nam razlaga Sveto pismo in lomi kruh. Zato te prosimo, vsemogočni Bog, pošli svojega svetega duha na ta kruh in to vino, da bo s telesom in krvjo navzoč med nami Jezus Kristus. On je namreč zvečer pred svojim trpljenjem pri večerji vzel kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih z vinom, se spet zahvalil, ga dal učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Dobri Oče, obhajamo spomin naše sprave s teboj in oznanjamo delo tvoje ljubezni. Tvoj sin je s trpljenjem in smrtjo prešel novo življenje in vstal poveličan v Božji slavi. Ozri se na daritev svoje cerkve, na Kristusa, ki se daruje s telesom in krvjo in nam z darovanjem samega sebe odpira pot k tebi, našemu Očetu. Usmiljeni Bog, podari nam duha ljubezni, duha svojega sina. Okrepčaj nas z njegovim telesom in krvjo in nas prenovi, da bomo njemu podobni, v edinosti z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in z vsem tvojim ljudstvom. Daj, da bomo vsi kristjani razumeli znamenja časa in rasli v zvestobi tvojemu evangeliju. Odpri nam oči in srce za ljudi okrog nas, da bomo z njimi delili žalost in veselje, njihove upe in trpljenje ter jim kazali pot k zveličanju. Dobri Oče, usmili se naši bratov in sester, ki so v Kristusovem miru odšli v večnost. Hvaležni ti danes priporočamo vse rajne iz družin Černelič in Planinc, rajnega Milana Mlakarja in vse rajne, kateri vero edino ti poznaš, obudi jih k novemu večnemu življenju. Ko se bo končala pot našega življenja, spremi tudi vse nas v svoje kraljestvo, kjer nas čakata polnost življenja in slava brez konca. Skupaj s Sveto Devico, Božjo materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in mučenci, svetim škofom Rupertom, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki, naj te hvalimo in slavimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Združimo svoje srce in skupno molitvijo počastimo nebeškega Očeta. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus, kruh življenja. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Molimo. Dobri Oče, po zakramentu svojega usmiljenja nas ozdravi, prenavljaj nas in ohranjaj v svoji ljubezni, da bomo vedno živeli, kakor je tebi všeč. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Današnjo sveto mašo obhajamo za vse rajne iz družine Černelič in Planinc ter za Milana Mlakarja in za rajno Marijo Štefančič. V prihodnem tednu do petka ne bo svetih maš, v soboto je praznik mučeništvo svetega Janeza Krstnika, sveta maša zvečer za Branka Špilerja, danes teden pa zjutraj za župljane, na zdolah za Ivana Žnideršiča, ob 10. za Jožeta Jana ter za Marjano Božič in Jožico Manček. Vsem nam želim veliko dobrih in vznemirljivih vprašanj v prihodnem tednu in da bi jim dali priložnost, da nas vznemirjajo in da nas vodijo do iskanja odgovorov. Tisti bodo sicer vedno nepopolni, pa naj gre za vprašanje našega poslanstva v tem svetu ali pa za vprašanje, kdo je za nas Jezus, ampak vprašanjem moramo pustiti prostor. Praktično to pomeni, da si moramo kdaj vzeti čas tudi za tišino, zato da naše srce odmeva in da slišimo, kaj tam govori. Gospod z vami. Blagoslovi nas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.